Današnji dan ste imenovali za dan učenosti obrambnega ministrstva. Zakaj? Predvsem zato, ker na današnji dan častimo vse tiste, ki so v letošnjem letu zaključili svoje šolanje na štabnem, višještabnem in pa generalštabnem programu, in zato, ker smo ugotovili, da postaja znanje najpomembnejši, če ne celo edini kapital Slovenske vojske. In kakšna je prihodnost vojaškega izobraževanja? Omenjali ste nekakšne izzive? Predvsem pričakujem, da bo vojaško izobraževanje in usposabljanje v prihodnosti še bolj tesno povezano z javnim izobraževalnim sistemom in da bo zaradi racionalizacij, ki so napovedane v celotnem javnem sektorju, pravzaprav postalo vzor, kako je potrebno ne samo iskati vire znanja v javnem izobraževalnem sistemu, ampak tudi kako te vire znanja združiti skupaj z vojaškim znanjem in jih uporabiti za boljše delovanje Slovenske vojske, pa tudi, upam si trditi, boljše delovanje celotne slovenske družbe v prihodnosti. Koliko diplomantov in diplomantk je danes zaključilo poveljniško štabno šolo? Se pravi, poveljniško štabno šolo je na vseh tečajih, se pravi generalštabnem, višjem štabnem in štabnem šolo zaključilo 110 diplomantk in diplomantov, se pravi častnic in častnikov Slovenske vojske, ki so se usposobili za opravljanje dolžnosti v Slovenski vojski na štabni, višještabni in generalštabni ravni, to se pravi na taktični, operativni in strateški ravni. In kakšna je po vašem mnenju njihova prihodnost? Se pravi, njihova prihodnost je tako kot prihodnost vseh častnikov v Slovenski vojski, se pravi za postavitev oziroma za upravljanje novih dolžnosti je absolutno potrebno se šolati, izobraževati oziroma upoštevati nova znanja, nova spoznanja, nova doktrinska spoznanja v vojaški znanosti, v vojaških vedah, upoštevati izkušnje v mednarodnih operacijah. Vse to združujemo v šoli in pripravljamo slušatelje za nove višje dolžnosti v njihovi vojaški karijeri.